Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V ponedeljek nas je vse pretresla novica o papeževem odhodu v večnost. Čeprav smo videli, da so njegove moči močno upešale, njegove smrti še nismo pričakovali. Še posebej potem, ko smo ga na veliko noč videli na trgu Svetega Petra. Pomenljivo pa je, da so bile njegove zadnje javne besede preprost blagoslov in potem slovo od vernikov na trgu. Današnjo oddajo Pogovor o bomo zato posvetili njegovi duhovni zapuščini za cerkev in za celoten svet. Z menoj v studiu so Darja Kalamar-Frecej iz Mariborske nadškofije. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Sociolog dr. Igor Bahovec. Dober dan. Dober dan. In pa pater Robert Bahčič, ki pa je rektor Marijinega svetišča na Brezjah. Dober dan želim. Lep pozdrav tudi vam. Torej, hvala vsem trem, da ste se odzvali vabilu, da ste prišli v naš studio. Naj povem, da se nam bodo vmes s svojimi prispevki pridružili še novinarka in urednica Barbara Kastelec ter zakonca Vilma in Dani Siter. No, za začetek pa bi vas tri prosila, da mogoče poveste na kratko, kako ste doživeli papeža Frančiška kot osebo, kot človeka. Gospa Darja Kalamar-Frecej. Ja, papež Frančišek, oziroma jaz sem ga spremljala v teh zdaj že malo odrasli dobi, ko sem malo razmišljala oziroma primerjala z meni zelo ljubim pokojnim papežem Janezom Pavlom II, so me tako navdale ene take tri besede, da je to bil papež miroljubnega duha, da je bil človek dialoga in kar me je pa najbolj pri njem nagovarjalo vedno je bilo, da je res bil papež oziroma osebnost, ki je nekako bil blag do grešnikov in tisti, ki so se v življenju iskali ali pa iskalcev in zelo strog do tistih, ki so se imeli ali pa se imajo za pravičneže. In zakaj mi je pa to tako najbolj nagovarja? Ker se mi zdi, da je to ta Kristusov duh. Pater Robert Bahčič, s čim pa je vas nagovarjal? Mene že prvi dan, ko smo zagledali beli dim na trgu Svetega Petra, v pričakovanju in v molitvi, ko smo bili in v petju, kdo se bo prikazal za tem belim dimom, kdo je ta novi papež. In ko smo zaslišali besede, da se je izbral Frančišek, je bila na trgu takšen vzklik veselja, da si ga nihče ne more predstavljati. In takoj so vsi vzklikali Frančišek Asiški. In potem nekdo zdraven, ki je bil mene, se je z močnim glasom zadrl, Sveti duh še obstaja. In to mi je takrat ostalo zelo v spominu, in ko sem potem spremljal vse njegove besede, to, kar je pisal, kar je govoril, sem res začutil, da ta človek je navezan na evangelij, je navezan na Jezusa Kristusa in da se pušča voditi Svetemu duhu. In to se mi zdi, da bi morali storiti tudi mi, živeti iz evangelija in se pustiti voditi Svetemu duhu. Se pravi, je nekako živel tudi zapuščino Svetega Frančiška, vašega ustanovitelja? Ja, gotovo, saj, ko se bomo dotaknili tudi okrožnic, vse izvirajo nekako v povezanosti s Svetim Frančiškom, saj mu je takrat, ko je že presegel tistih 77 glasov, kardinal Humes dejal Bergoglio, ne pozabi na uboge. In to je takrat prešinilo Bergoglija, da si je izbral ime Frančišek. Gospod Bahovec, s čim pa je vas nagovarjal kot človek? Najprej bi rekel, to je bil res veren človek. To je bil papež, ki je dal vse za evangelizacijo. Vse okrožnice so okrožnice o evangelizaciji, ampak na način, da je razvil kulturo bližine, kulturo srečanja, kulturo nežnosti, usmiljanja. In v tem oziru je vedno znal nagovoriti ljudi, ki so zunaj cerkve, ampak ki so odprti, da so mu prisluhnili, in ljudi znotraj cerkve. Vedno je ta delež za vse ljudi, za tiste, ki so verni v smislu abrahamovskih religij, torej v Boga, in za kristjane.
Bil je pa po eni strani do vseh ljudi, ki smo grešniki, kot grešniki, izjemno usmiljen, po drugi strani bil pa zahteven, ne? Ker je jasno pokazal, kaj je treba spremeniti. In je imel prav to. No pa njegova dediščina bo vidna verjetno potem skozi leta, ko se oziramo nazaj, ker dokler je človek še med nami, težko vidimo, kaj vse zapusti za seboj. Ampak vendarle, že zdaj lahko nekaj povemo. Vsaj njegove okrožnice so tisto, kar nam je želel sporočiti, kar je želel sporočiti cerkvi. Prvo okrožnico Luč vere je pravzaprav napisal že papež Benedikt XVI, potem je papež Frančišek samo končal. Zato bomo v današnji oddaji se mogoče najprej osredotočili na njegovo drugo okrožnico z naslovom Vsi smo bratje. Zato pa lahko rečemo, vsaj po mojem mnenju, da je bila njegova programska okrožnica in njegovo sporočilo cerkvi in svetu. Kateri poudarki, seveda zdaj ne moremo o njej govoriti, dolga je, obsežna je in res jo spet priporočamo branje, pa vas posebej nagovarjajo. Mogoče kar vsak, če pove kakšen vidik te okrožnice, gospa Darja Kalamar-Frece. Mene osebno pri tej okrožnici nagovarja, ker to delam tudi v svojem poklicnem delu, ko govori o tej skupnosti, da človek ne more biti sam, oziroma, to so zdaj moje besede, to papež Frančišek zelo lepo pa strokovno tudi napiše, ampak v tem smislu, da človek v življenju ne more sam preživeti. Pa zdaj on ne misli tukaj v materialnem smislu, ampak res to celostno, se pravi tudi v duhovnem smislu. In se mi zdi, da je to en tak drug poudarek, ki ga je dal papež, oziroma ta poudarek, ko govori o tej skupnosti, ko govori o povezanosti, ko govori o občestvu, nekako drug pol temu današnjemu svetu. Ko govorimo o človeku kot o posamezniku, kot o individumu, ampak papež pa jasno reče, človek ne bo preživel v celostnem smislu. To me tako nagovarja v tej okrožnici. Gospod Bahovec, kaj pa vas nagovarja? Predvsem kot sociologa, verjetno je bila kar okrožnica, ki vas je nagovorila. Ja, to je okrožnica skupnosti, moja tema. Glejte, dve stvari bi rekel. Prvič, on ima rad človeka in razume, da je cerkev namenjena za življenje sveta, so in kvas. In tukaj je znal približati temo, ki je v današnjem polariziranem svetu izjemno težka, temo bratstva. Bratstvo je kaj? Bratstvo je tretja možnost. Nasprotje individualizma ni kolektivizem, ampak bratstvo. Torej, to je ena stvar, bi se čisto pridružil temu, kar je bilo že rečeno. Druga stvar je pa dinamika, ki jo on razvil. Torej, način, kako se loti teh pomembnih stvari. Najprej priznati dejstva, potem pogledati, kaj pravi evangelij, kaj pravi izkušnja cerkve, se pravi, usmiljen Samarijan, tujec, ki je bil edini brat temu, ki je bil ranjen. In potem poglobiti zadevo, da pridem do razločevanja. Odločenje v cerkvi ni razumsko. Odločenje v cerkvi je razločevanje duhov. In zato je potrebno znati in dejstva in nekako biti blizu svetemu duhu. To, kar smo danes že večkrat rekli, brez svetega duha kristjani ne moramo odgovoriti na te izzive. Je bil izjemno svež, ne? In to zato, ker je to v bistvu, kako bi rekel, rezultat njegove teologije ljudstva. To, kar argentinska cerkev prinaša celi cerkvi. Ja, in mogoče tukaj se vrneva samo še za hip, ko ste govorili o usmiljenem Samarijanu, nas nekako izzove papež, torej kdo je ta, ki je ob meni, je sovražnik, je tujec, ali je brat? Torej, če bi na človeka gledali kot na brata. To in tudi to, kdo sem jaz, predvsem pa kaj želim biti. In en prijatelj mi je rekel, a veš, v vseh vlogah sem se najdel tekom življenja, ko smo skupaj pravili, vprašanje, čemu damo prednost, ne? Dajmo prednost res tistemu, ki je z človekom potrebi in razumeti, da potrebuješ gostilničarja, ki poskrbel, ko greš ti po svoji poti. Torej, eni in drugi smo potrebni. Doktor Bahčič, kako pa vas seveda tudi v luči svetega Frančiška nagovarja? Ja, ta okrožnica je bila podpisana prav na grobu svetega Frančiška 3. oktobra na predvečer njegovega praznika. In že naslov je vzet iz 6. opomina svetega Frančiška, ki nosi naslov Posnemanje našega Gospoda. In tam je tako dobro povedano, da se moramo nasloniti na dobrega pastirja. On je tisti, ki nosi naše ovce v bolečini, v trpljenju, vsem, in da se lahko naslonimo nanj.
In potem se nadaljuje to, kar ste že povedali, na usmiljenega Samarjana, da živimo v bolni družbi, pravi papež Frančišek, ki obrača hrbet bolečini. Mi pa tega ne smemo delati. Mi moramo biti pa tisti, ki bomo postali bližnji drugemu. In to se mi zdi močno povabilo, kako biti bližnji drugemu. Da mu ne obračamo hrbet, da mu stojimo ob strani, da smo usmiljeni, to, kar smo že rekli, kar ste poudarili, da vas papež Frančišek nagovarja prav o tem, da odpušča Bog nam. In prav to usmiljenje je vse skozi se vleče, že od prvega nastopa papeža Frančiška. In to je hotel poudariti, kot je tudi tista knjiga, da njegov obraz Boga je usmiljenje. In bodimo usmiljeni. Verjetno bi pa to prineslo kar revolucijo v svet, če bi živeli sploh v današnjem konfliktnem, razdeljenem svetu. Ja, revolucija je evangelij. Tako je. Poglejte, v tej mogoče en pomemben poudarek te okrožnice, pa ne samo te okrožnice, celotnega papeževanja, je poudarjanje dialoga na vseh ravneh. Papež je večkrat poudaril, da je dialog edina pot, ki bo pravzaprav človeštvo vodila v prihodnost. Brez dialoga se bomo med seboj pobili, če povemo po domače. Zakaj ga je toliko spodbujal? Mogoče kakšen konkreten vidik, tudi če pogledamo z muslimani tisti izjemen podpis v Abu Dhabiju in tako naprej. Kakšen vidik tega dialoga, če bi izpostavili? Gospa Darja. No, mene pri tem, ko papež res skozi govori, vedno se vrača k temu, da se moramo pogovarjati, to vzamemo v pozitivnem smislu. In ko govori o dialogu, on je to konkretno naredil. On ni samo pisal, ni samo govoril, ampak je naredil. Vsi smo videli, konkretno je podpisal z nekom, ki je druge veroizpovedi. In meni se zdi to največje pričevanje. In tako kot ste sami nakazali, govoriti v današnjem času o miru, do miru brez dialoga ne bomo prišli. To je moje osebno mnenje in se mi zdi, da je bil papež prvi pričevalec, ki je konkretno pokazal, da se lahko gre. Se v dialogu skozi živimo, ampak on je res konkretno delal. Gospod Bahovec. Mislim, da ima papež glede dialoga eno zelo močno izkušnjo. Sam je doživel in to je delil potem kot papež z drugimi, da dialog ustvarja srečanje in spreminja. Dialog je način, kako lahko z enim mirom v srečanju pridemo do drugačne družbe. In bi pa vrnil se nazaj, dialog, to je najbolj antropološko dejstvo človeka in dialog je bil način, s katerim smo mi slišali Jezusa, kako je hodil po svetu. Ne samo dialog Jezusa z učenci in kasneje cerkev, ampak tudi dialog, kako je Bog spregovoril človeku v Stari zavezi in Mariji. Človek je bitje srečanja, srečanje se živi pogosto na način dialoga. In to je tisto, kar bo človeštvu, se mi zdi, omogočilo, da se premaknemo iz te zelo, zelo zahtevne situacije, v kateri smo danes. In papež je tukaj dal nekaj jasnih poudarkov, tako da vsi ljudje lahko iz tega črpamo pogum, kako iti naprej. Pater Robert, torej dialog, ki ga je ponavljal papež Frančišek, kako ste ga vi doživeli? Zopet se moram vrniti k svetemu Frančišku, kajti ta spodbuda dokument je bil podpisan ravno ob 800-letnici, ko sta se srečala sveti Frančišek Asiški in pa sultan Malik el-Kamil v Egiptu. In zopet je tu ena povezava. Frančišek je šel poln vere, zaupanja v Boga, v miru, nobene slabe misli ni bilo v njem. Tako se je približal temu sultanu in ta sultan, po moje, mora biti tudi osvetljen svetim duhom, da ga je sprejel, da ga je poslušal. Prisluhnimo je to, kar mi ponavljamo. Ampak v tem dokumentu je tudi rečeno, kar sta podpisala, da je človeška vest nekako mrtva in da moramo živeti po verskih vrednotah. In če nimamo mi vesti, če ne živimo evangelija, se bomo težko pogovarjali o dialogu in bili odprti za drugega. To sem velikokrat sam doživel, ko sem bil še v Rimu
in smo imeli razna srečanja o dialogu v Carigradu, Istanbulu. Tam so bili razni predavatelji z našega reda, od drugot, in vsi so poudarjali dialog, dialog, dialog. In seveda vsi navdušeni, dialog, seveda. Ampak kaj se je zgodilo, ko smo šli nazaj v letalo proti Rimu, kar nekaj vožnje, pa sediš na sredini ti, na levi stran en musliman, na desni pa Jud, in ne moreš spregovoriti nobene besede. Pa se vprašaš, kje pa zdaj dialog? Tam si toliko poudarjal dialog, tukaj pa ne odgovoriš, če te kaj vprašam. Tako da to res mora biti človek imeti vest, pa odprt temu, da se vsaj na človeški ravni pogovarja. Če smem dodati, jaz mislim, da papež je bil človek dialoga. On ni govoril o dialogu, on ni klical moralno, dajte se povedati. Ne, on je izražal to, da z dialogom je pričeval z evangelij in za življenje. In to je tista reč, ki je z življenjem pričevati za vero. Ja, in gospa Darja Kalamar-Frece, vi ste omenili torej, da je dialog tudi edina pot do miru. Vemo, da je bil papež človek, ki je oznanjal mir, prinašal mir, živel za mir, zelo pretresljivo, vedno na vsakem srečanju, pri vsaki audienci, pri vsaki opoldanski molitvi, vedno znova prav goreče prosimo, molimo, mednarodno skupnost pozival. Mogoče v zadnjih tednih pretresljivo je dodal še to, darujmo svoje žrtve za mir, poleg molitve. Torej, kako ste doživeli ta njegova prizadevanja za mir in edinost človeške družine? Mogoče kakšen primer? Meni ostaja v spominu, ko se je začela vojna v Ukrajini in med Ukrajino in Rusijo, ko je res v bistvu za našimi vrati, ne, pa se verjetno tega mi ne zavedamo več, ker smo se nekako naučili živeti v tem duhu, pa kar verjetno ni prav. No in takrat, ne, kako je on pozival, to mi res, ne, ker mi kot zunanji, ne, ko ima vsak svoje mnenje o tem, ampak nismo mi zato tukaj zdaj poklicani, ampak meni se je pa tako zdelo, on, gospod Bahovec, vi ste rekli, on to res živi, ne, on poziva ne svetovne voditelje, mislim, če bi lahko verjetno, jaz si predstavljam, da bi tudi šel tja, ne, osebno. In no, to mi je tako dragoceno. Pa potem še ena taka mi ostaja, ko je toliko beguncev, ne, ki prihajajo iz drugih držav, ko je on šel tja, ne, ko je molil ob morju. Prvi obisk, njegov je bil obisk Lampeduze. Evo, to. In no, to se mi res zdi, no, mene to osebno nagovarja. In jaz v svojem življenju in tudi v praksi nekako verjamem, da vsak izmed nas lahko prispeva k temu miru. Jaz lahko mirno odreagiram v neki kritični situaciji in s tem lahko pričujem do drugega, ne? To je ona verižna reakcija, kar se v današnjem svetu mogoče zdi iluzija in nerealno, ampak če mi sebe, tako kot Kristus nam oznanja, ne, sebe spreminjaš, ne, v tej ljubezni, darujoči za drugega. In jaz tu res vidim papeža. Gospod Bahovec, ja, torej papež nas je pozival k temu, da pravzaprav za mir lahko vsi nekaj storimo. Ja, delež vsakogar je pomemben. Ne? V vseh njegovih okrožnicah naslovi vsakega človeka kot pomembnega. Tudi njegov model cerkve kot pastoralno in politično delo Polieder to govori. Vsak je enkraten in tudi tisti, ki so najbolj na robu, imajo svoj delež. Po drugi strani je pa, se mi zdi, njegova poteza, ki je bolj kot prej bila v cerkvi prisotna ta, da je bil res človek, ki je bil blizu najbolj ubogim, najbolj udrinim in je bil njihov glas, avtentičen glas in je od voditeljev političnih in drugih zahteval spremembe. Se mi zdi pa, da je pretresljivo to, prav za edinost človeštva, kot nekdo, ki skrbi za uboge, na srečanju z Petrom Opeko, dal njegovemu delu izjemno delo. Zakaj? Ker Peter Opeka ne pomaga ubogim in pika. Peter Opeka pomaga ubogim tako, da morajo oni delati in da si jim vrne dostojanstvo. On je videl edinost človeštva v vrnitvi človekovega dostojanstva in v skupnosti. In zato tudi ni videl, da je cerkev edini prostor srečanja, ampak je cerkev sol in kvas za življenje sveta.
Torej, biti sol in kvas za mir. Ni vedno pri tem uspel, ampak njegova beseda je bila jasna in je prav, da je bila tako. Pater Robert Bahčič, kako ste pa vi doživeli njegova prizadevanja za mir, mogoče posebej v Sveti deželi, frančiškani ste tam zelo navzoči, njegovi klici v Gazo vsak dan še iz bolnišnice in tako naprej? Njegova prizadevanja za mir izhajajo iz Argentine. Sam sem bil velikokrat v Latinski Ameriki, v različnih državah in tam, ko srečaš zares revščino, ki si je mi ne moremo predstavljati in nimamo v glavi, ker je tukaj ni. Ko pa tam vidiš, se vprašaš, ali na teh krajih kdo sploh živi. In Frančišek je verjetno to vse videl, zato si je tam prizadeval, da je bil glas teh ljudi, kot ste povedali. Tudi naši frančiškani, mogoče se spomnite ali pa ne, so velikokrat tudi gladovno stavkali. Vsaj v Braziliji pred predsednikom Lulo, ko so hoteli vzeti vodo, ozemlje najbolj revnim ljudem, je stavkal tudi čez 30 dni. Tako da je hotel biti glas teh ljudi, ki ga nimajo. In tudi v Sveti deželi naši frančiškani dol so zares v težkih trenutkih sedaj. Gazo ste omenili, tudi drugi kraji, ki so zares izpostavljeni, ampak naši bratje, kolikor le morejo, tam ostajajo, hočejo pričevati. Nimajo veliko sredstev, zato je papež vedno klical, tudi pomagal in prosil cel krščanski svet, pomagajte, da ljudje tam ostanejo. In tukaj je zopet sveti Frančišek tisti, ki je šel tja v svete kraje, ker je hotel, da se ohranijo vsaj tisto, kar se da, da bi Kristusov evangelij tudi preko svete dežele zaživel po svetu. In naš cilj, vedno pravim, je nebeški Jeruzalem. Tako da si ne smemo delati tudi otvar, da bo vedno mir, ker v Jeruzalemu ga ni bilo. Ampak nebeški Jeruzalem je pa tisti naš cilj. In zato tudi papež Frančišek v svoji oporoki, kot sem jo prebral, zapisal skoraj pred 3 leti, da želi svoje trpljenje na koncu življenja darovati za mir v svetu in za bratstvo. Če smem narediti vprašanje miru, ki je tako lepo ponostojeno, je tudi vprašanje krize. Ta papež je šel skozi 3 tako močne krize, kot moje redko kdo. Najprej kriza zaradi vojaške hunte v Argentini. Tako uničenje dostojanstva človeka takrat. Potem kriza argentinska, ekonomska, ker je vedno najhujša kriza po letu 1929 v zahodnem svetu. In potem zdravstvena kriza v COVID-u. Jaz mislim, da prizadevanje za mir in za edinost bodo boljša, če bomo prisluhnili, kaj je papež rekel v času krize. Zakaj? Ker kriza je po eni strani tudi poziv k temu, da začnemo živeti drugače. Kriza ni samo nekaj slabega. Ne? Edinost in mir v času krize nam pomaga, da se znova srečamo in da postanemo v spredje, to, kar rečem, tisto, kar je bistveno. No pa zdaj mogoče, če gremo še na njegovo naslednjo okrožnico na kratko. 3. in 1. pravzaprav sploh papeška okrožnica posvečena okoljskim vprašanjem ima naslov Laudato si, po naše hvaljen moj Gospod, tudi to izhaja iz besed svetega Frančiška. V čem vas pa ta okrožnica nagovarja? Jaz bom kar citirala del ene povedi, da nas papež vse, to od zelo pomembnih ljudi do oziroma vsakega posameznika na tem svetu, vabi k iskanju drugačnega razumevanja napredka ter predlaga nov način življenja. Mene, kot jaz imam še za mlado, se mi zdi to nujno pomembno razumevanje, zopet celostno, za celotno stvarstvo. Ker ne smemo se samo ustaviti, ker jaz mislim, da se tudi papež ni samo ustavil pri tej ekološki ozaveščenosti, ampak on je govoril celostno, ker tudi napredek tehnološki, ki nam prinaša današnji svet, nam je lahko velik izziv. In se mi zdi, da je papež res apeliral na vsakega posameznika, tisti, ki imajo večjo moč, da je vse, kar pridobivamo, da smo poučeni, da to prav vemo
uporabljati v današnjem svetu, zopet v pozitivnem smislu. No in v tej okrožnici mene osebno to nagovarja. Saj so še drugi poudarki, tudi ko govori o dostojanstvu posameznika, ampak se mi zdi, da bi res vedeli ta napredek v dobrobit človeštva uporabiti. Gospod Bahovec, to je zanimiv poudarek, ker, lahko so neke politične usmeritve, ekološki, kakšni, ampak papež tukaj res govori o varovanju celotnega stvarstva, torej človeka tudi, kar pa mogoče včasih pozabljamo, ko govorimo o varovanju narave. Ja, dve stvari tukaj mislite res, to, kar ste opozorili. Velikokrat je ekološka tematika v bistvu instrumentalizirana za povsem zasebne ali pa čist ideološke interese in to je zelo, zelo slabo. Po drugi strani smo pa kristjani malo krivi, ker smo pozabili, da je naš Bog stvarnik in pri stvarstvu ne gre za predmet. Pri stvarstvu gre za to, da to je prostor, ki čaka odrešenje in ljudje smo tisti, ki smo poklicani, da razkrivamo stvarstvo odrešenje. Torej prav se mi zdi, da krščanstva, ki je bilo pogosto premalo ozaveščeno v tem smislu, je to en poziv, da spet vidimo očeta, ki je stvarnik, očetovo roko, ki ustvarja in da razumemo, da je stvarstvo za dobro vseh. Poleg integralne ali celostne ekologije, ki mene izjemno nagovorila, res se mi zdi pa, da je velik poudarek v tem, da vsak lahko nekaj prispeva. Če mi na ulici, kjer živimo in hodimo, postavimo orože in je lepše, je to sprememba stvarstva za vse, ki daje boljše življenje. Ne samo veliki politiki, ampak prav vsako okolje in sam vidim, da je en velikih pozivov te okrožnice ta, da se ljudje srečamo in zberemo in nekaj naredimo v okolju, kjer živimo. Ne samo čakati, da drugi, ampak da smo mi tisti, ki nekaj tega lahko storimo v družinah, v župnijah, v redovnih skupnostih, kot cerkev in kot državljani. Gospod Bahčič, kako pa vi doživljate to okrožnico? Vsako okrožnico najprej pogledam, kdaj je bila podpisana. Tudi ta okrožnica Laudato Si je bila podpisana na Binkošti, in takrat so bili Binkošti leta 2015, pred 10 leti, ravno na praznik Marije Pomagaj, 24. maja. To ni kar tako slučajno. Imamo Binkošti, Sveti Duh in Marijo in oboje imel Frančišek zelo rad. Papež in Sveti Frančišek, oba skupaj. In tu se papež Frančišek sprašuje, kako in kakšen svet želimo mi zapustiti za nami. To je tisto osnovno vprašanje. In potem vmes lahko zasledimo, da je potrebno odkriti vezi, ki prihajajo od Boga stvarnika za vsemi stvarmi. In Frančišek, ko prepeva hvalnico stvarstva, letos je ravno 800 let, ko pravi hvaljen moj Gospod, tu gre najprej za molitev k stvarniku. In če mi to spoznamo, da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi, da varujemo sebe kot ljudi, da smo si v spodbudo, potem bomo znali gledati tudi na stvari, ki so zdrave okrog nas, da bi res živeli v eni povezanosti. In vedno je pa odgovor v Svetem pismu. Papež se vedno vrača na Sveto pismo. Tako da vedno se moramo tudi mi vračati nazaj, da bomo res ljudje evangelija. Potem si bomo znali pomagati, potem, kot ste že rekli, v župniji, kjerkoli, da bomo videli tudi papirček, če je na tleh, da ga poberemo. To so preproste stvari, ampak te bodo prinesle, da bomo lahko delali tudi velike. In potrebno pa vedno hvaliti. Kako bomo hvalili Boga stvarnika, če bo vse zapuščeno, če bo vse v smeteh, takrat je težko. Zato si moramo prizadevati, da bomo lahko hvalili stvarnika. Četrto okrožnico papeža Frančiška z naslovom Ljubil nas je, pa mnogi označujejo za njegovo duhovno dediščino. Gre za izjemno globoko delo, ki želi svetu znova vrniti srce po vzoru Jezusovega srca, v katerem ni le čustvena, romantična ljubezen, ampak ljubezen, ki se daruje vse do smrti. Poglobljeno jo je prebrala urednica revijalnega dela založbe Družina Barbara Kastelec, ki jo zdaj pozdravljam nadaljavo. Kako ste doživeli to njegovo okrožnico in tudi sicer papeža Frančiška nasploh? V središče postavlja Jezusovo srce in njegovo sočutje do vsakega človeka.
Frančišek pravi, da bomo Kristusa našli na eksistencialnih obrobjih in ne v metropolah in centrih moči. In cerkev se mora odpraviti na obrobja, če hoče biti to pristna cerkev. Vemo, da papež zaradi svojega vztrajnega zagovarjanja marginalnih skupin, beguncev, zaradi kritike neoliberalizma, je ves čas bil tarča kritike pri radikalnih desničarjih, zaradi svojega pogleda na svetost življenja in druga moralna vprašanja, na splav, recimo, pa ni bil kompatibilen s politično levico. In mislim, da je to, da se papeževo sporočilo ne pokriva in ne sovpada ne z levo, ne z desno politično opcijo, ampak je nad vsem tem, da je zdravilno za cerkev, če hoče biti zvesta, še enkrat, temu svojemu sporočilu. In papež je res popolnoma evangeljski v tem pogledu, ker je cerkev širša od političnih polov in je nosilka odrešenja za vse ljudi. To smo videli tudi že v papeževi okrožnici, vsi smo bratje, in v njegovi okoljski okrožnici. O prebiranju te zadnje okrožnice pa se mi je zazdelo, da je papež Frančišek moral doživeti globoko srečanje s Kristusovim srcem, z Božjo ljubeznijo, in da je hkrati prejel globok uvid v Božjo naravo, da je bil tako suveren in tako neuklonljiv pri tej svoji zavzetosti, tudi na račun svoje nepriljubljenosti na nek način. Barbara Kastelec, katere njegove misli iz okrožnice "Ljubil nas je" pa bi vi izpostavili? Torej, v našem tehno svetu ljudje tvegamo, da izgubimo središče svoje lastne biti, ker za srce ni več prostora. Dejstvo pa je, da naše srce sobiva z drugimi srci in da le srce ustvarja intimnost, resnično bližino med dvema osebama. In da je le srce zmožno sprejeti in ponuditi gostoljubje, se upreti zlu. Moje srce je to, kar me dela edinstvenega, oblikuje mojo duhovno identiteto, me povezuje z drugimi in tudi z resničnostjo samo, pa naj bo zahtevna, naj bo težka, se lažje soočimo, če se z njo soočimo s srcem. Srce premaga individualizem. To se mi zdi zelo pomemben poudarek, ker če Kristusovo srce vzamemo zares, ima to posledice za celotno družbo in to je papež poudaril, a ne? Tukaj se je navezal na papeža Janeza Pavla II., ki je govoril o civilizaciji ljubezni, in Frančišek pravi, da smo pač s svojimi grehi v svetu pustili katastrofalne posledice in zato smo in še vedno smo poklicani k gradnji nove civilizacije, ljubezni. In pravi, da dajmo z eno besedo ponuditi Kristusovemu srcu novo priložnost, da v tem svetu razširi plamene svoje goreče ljubezni. In da z dejanji bratske ljubezni lahko zdravimo rane cerkve in sveta, in tako skozi naše služenje cerkev postaja prisotna na skrivnosten način in izraža njegovo ljubezen, Kristusovo ljubezen. Barbara Kastelec, najlepša hvala za vse te misli, ki ste jih podelili z nami. Papež Frančišek pa je napisal tudi kar nekaj apostolskih spodbud, med katerimi je bila gotovo zelo odmevna posebej za nas zakonce radost ljubezni. Gre za neizčrpen vir navdihov in spodbud za zakonsko in družinsko življenje, tako na povsem praktični ravni, kot tudi na zelo globoko duhovni. O tem se je na dan papeževe smrti z ustanoviteljema Družine in življenja Vilmo in Danijem Sitarjem pogovarjal Robert Božič. Radost ljubezni je zelo odmevala, potem svetovna srečanja družin. Kako vidva vidita ta del njegovega delovanja? Ja, lahko rečem, da sva bila vključena pravzaprav v te njegove pobude, naj bo to preko te njegove enciklike Radost ljubezni, ki smo jo dokaj, bi se reklo, globoko predelovali in se učili iz nje. Namreč papež je v tej encikliki nam, zakoncem, dal vedeti, kako visoko ceni družino, kako visoko ceni ljubezen med možem in ženo, in je pravzaprav bil neke vrste tudi glas vesti za celotno cerkev, tudi v zvezi s tem, kako naj cerkev
uvrsti pastoralo zakoncev in družin visoko med svoje, bi se reklo, prioritetne naloge, kako pomembna je družina, kako pomembno se je posvetiti zakoncem, ne bo to na začetku njihove poti in tudi skozi celo pravzaprav njihovo zakonsko življenje, da jih je treba spremljati zakonce in jim pomagati sprejemati danosti takšne, kakršne so, življenjske danosti v luči Božje besede, v luči Božje ljubezni, kajti začel je prav s tem, da je družina tisti odsev Boga. Družina je Božja celica, družina je Božja inštitucija, je vedno trdil in je odsev Boga temu svetu, je odsev Božje ljubezni temu svetu in skozi to prizmo je gledal na vse in nam pravzaprav kazal pot, nam dajal pobude, kako naj živimo to bogatstvo Božje prisotnosti v nas preko zakramenta svetega zakona. Mene je zelo se nagovorilo celo srečanje, ki smo ga bila deležna v Filadelfiji leta 2015 in zelo mi je ostalo v spominu samo nekaj poudarkov, ki nam jih je takrat poudaril, nekako nam položil na srce. In to s tem, ko je rekel, da poročiti se in imeti družino pomeni sanjati Božje sanje. In se mi zdi, da je s tem dal en tako velik presežen poudarek temu, kaj pomeni sploh živeti v družini. Papež Frančišek je bil ta, ki je nekako potegnil ven iz samoumevnosti in lahko rečem, iz pozabe stvari, ki so bile včasih normalne. Zdaj pa se je na nje pozabljalo. Takrat je tudi omenil, nikar ne dovolite, da bi besede kot so, prosim, oprosti in hvala, da bi izginile iz vaših družin. Če se vam to zgodi, se bodo med vami naredile razpoke in v teh razpokah se bodo izgubili vaši otroci. In to se mi zdi, da je mene tako močno nagovorilo, da mi je ostalo v spominu in vedno nosim to v srcu. In kadarkoli kje govoriva o pomenu družine in o pomenu čisto enostavnih stvari v družini, se spomnim na te papeževe besede. In se mi zdi, da je to kot ena res njegova dediščina, ki jo je pustil nam zakoncem in družinam. Gospa Vilma in gospod Dani Siter, hvala lepa, vse dobro. Hvala tudi vam, Bog vas živi. Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si. Mi pa zdaj nadaljujemo pogovor v studiu. Z menoj so Darja Kalamar-Frece, pater Robert Bahčič in Igor Bahovec. Zdaj pa se malo ozrimo, kam je pravzaprav papež Frančišek želel usmeriti našo cerkev. Že ta sinodalna pot nakazuje na občestvo, na cerkev, ki hodi skupaj in pa tudi na soodgovornost vsakega od nas. Kako mu je po vašem mnenju to uspevalo, kaj je storil v to smer? Kar gospa Darja za začetek. Moje osebno mnenje je, da je papež Frančišek s tem sprožil en tak cunami, en tak velik pozitiven val, cunami v pozitivnem smislu. Čeprav tako na terenu, ko spremljam malo stvari, vidim, da je ta cunami tudi en tak negativni del prinesel z sinodo, ko jo je leta 2021 napovedal, oziroma ko nam je dal prva taka splošna navodila. Se mi zdi, da je ta cunami res tako na dva pola razdelil. No, se to tako osebno jaz doživljam. Ampak kar pa se mi zdi res pomembno, je, da je s to sinodalno potjo, ki jo je nekako sprožil, zopet se vrnemo k dialogu, k pogovorom. In kar je pa meni še nagovarja, ne samo k dialogu v smislu, jaz govorim, ti poslušaš, ampak da smo se res začeli v vseh porah župnijskega, škofijskega občestva poslušati. No, taka je moja osebna izkušnja iz mariborske nadškofije, ampak se mi zdi, da če
je ta cunami vsaj v eni župniji nekaj tega dialoga, tega, da se res slišimo od nekoga, ki opravlja mogoče neopazno nalogo znotraj živega občestva in vse do gospoda župnika ali duhovnika, se mi zdi, da je to ena taka nakazana pot, kaj želi papež oziroma je želel papež Frančišek. To je moje osebno videnje. Kako ste pa vi doživeli njegove pozive, torej da se odpravimo skupaj na pot? Naj mogoče tukaj omenim, da že prva pridiga, ki jo je imel še v Sikstinski kapeli po izvolitvi, je bila Cerkev je na poti. Takrat se mi ni zdelo nekaj posebnega, če sama povem, ampak zdaj razumemo, kaj je želel. Vede, vse sinode tega papeža, o družini, z mladimi, o Amazoniji, se začnejo najprej z srečanjem in vprašanjem ljudi. In to je neka novost. Ampak pri sinodiju sinodalnosti je pa dejansko, prosim, zdi preroško znamenje. Njegove besede, ki me najbolj ganijo glede sinodalnosti, so te, da Bog želi, da je cerkev našega in naprijalnih Slovenije sinodalna. To pomeni ogromen premik, ki je pa popolnoma skladen s tem, ker je stara tradicija cerkve, tako so na koncilu se odločili v Nikeji, v našem simbolu vere, tako so v Jeruzalemskem prvem apostolskem zboru naredili in tako so na drugem Vatikanskem koncilu usmerili cerkev. Tisto, kar je on dodal, je to, da sinoda ni samo stvar škofov, se pravi klera, ampak sinoda je stvar vseh ljudi. In se mi zdi v tem sinodalnem dogajanju, ki je zdaj podaljšano za 3 leta, da bomo se res srečali, kaj to pomeni v živo, se je dogodil toliko stvari, da nihče ne mogo tega ustaviti. Lahko so pa malo zaustavljali. Zakaj? Ker to dejansko, po moje, odgovor cerkve na spremenjene družbene, kulturne razmere tega časa. Cerkev ne bo večina. Ne bo se rekel, če si Slovenc, si katolik ali pa Hrvat. Cerkev bo živela kot manjšina, kot sol in kvas, če bomo dobri, In sinodalnost je pa kaj? Sinodalnost je to, da se cela cerkev zbere in potem, ko prepoznamo, kaj so pomembne točke, zaupamo eni skupini. Zdaj je teh 10 skupin, ki se ukvarjajo z določeno temo. Torej, da res delujemo skupaj z eno mero zdravega razuma najprej, s poslušanjem. Ko sem bil, veste, po župnijah, pa tako najbolj pretresljivo je to, kot ti pravi 70-letni možaka, 30 let delam in so me prvič vprašali v cerkvi, da bi se poslušali in slišali. In tega je bilo veliko. In če bomo šli naprej, mislim, da ima cerkev veliko upanja. Torej, sinoda dejansko prav zame izraz velikega upanja za cerkev in za svet. Kako pa ste vi doživeli papeževe pozive, da se odpravimo na to skupno pot, tudi v luči sinodalnosti? Jaz bi čisto preprosto povedal, tako kot je velikokrat preprosto povedal papež Frančišek. Zame to ni bila ne vem kako velika novost. Ampak novost je samo v tem, kot tudi sam velikokrat poudarjam. Skupaj smo na isti poti, proti isti domovini in zakaj si na tej poti ne znamo stati ob strani, zakaj si ne pomagamo, zakaj ne molimo drug za drugega, zakaj nimamo spodbudnih besed, dobrohotnih. To je zame sinoda. Stati ob strani, ob človeku, kajti namenjeni smo proti isti domovini in tu je naša odgovornost, da si pomagamo, da molimo drug za drugega, da darujemo trpljenje. Vse to, kar je najbolj preprosto. In to je preprost evangelij. In to je papež hotel povedati in velikokrat me malo zaboli, ko nekdo pravi, ja, ta papež je pa pravi, je rekel, moramo se vrniti k evangeliju, moramo biti preprosti. Pa se vprašam, ja, človek Božji, kaj si pa do sedaj delal? Papež samo poziva, vrnimo se in oklenimo se Kristusa. To je najbolj varna pot. Na tej poti imamo Marijo, na katero se je papež vedno obračal, želi biti tam pokopan. To so preproste stvari, ki nas vabijo, da se vrnemo samo k temu nazaj. In potem bomo prinašali velike stvari. No in v tej luči je papež vedno znova poudaril, da je treba v cerkev vključiti vse, da se vsi čutimo nekako soodgovorni za življenje cerkve, predvsem za potem oznanjevanje evangelija naprej. Kje se je ta njegova vizija vključujoče cerkve najbolj odrazila v zadnjih letih, gospa Darja?
Jaz se zdaj osebno moram opravičiti, nimam toliko znanja, ne, da bi verjetno vsak njegov korak lahko povedala oziroma naštela. No, kar mi pa mogoče res ostaja, ker kot ženska se mogoče vidim, oziroma ali pa mi ostaja tako v spominu, ko je papež Frančišek tudi v teh vatikanskih strukturah, sploh ko je prvo žensko nastavil na zelo pomemben položaj, eno sestro, in ko so tudi imela pravico glasovati v tem, se pravi, na sinodi. No, to se mi zdi en takih ključnih trenutkov. No, čeprav mogoče ni to, ampak jaz tukaj vidim, to en tak delček, potem pa tudi vključevanje vse, ko je dal, mogoče tudi bolj javno dal glas vsem skupinam, ki mogoče nimajo tako pozitivnega prizvoka znotraj cerkvenih struktur ali pa cerkvenega občestva. In meni ostaja njegov stavek ali pa poved ali pa vprašanje, kdo sem jaz, da bi sodil. In to se mi zdi, da s tem vprašanjem nekako odpira zopet en velik plas stvari, ki jih je odpiral, pa tudi spremembe, ki jih je vnašal. Ali pa samo dal noto evangelijo, to, kar smo prej rekli, v duhu današnjega časa. Ampak s pravim naukom. Gospod Bahovec, torej že smo načeli vprašanje ženske v cerkvi, vloga ženske. To je papež močno poudarjal, večkrat je dejal, da pravzaprav to, kar ženske lahko prinesemo, moški ne morejo, in obratno, torej ta dopolnjujoča vloga. Se mi zdi, da včasih smo mogoče malo preveč pa potem izpostavljali pravice ženske, da bo v cerkvi dobila neko vlogo. Kako gledate vi na to? Najprej, kot moža in ženo je Bog ustvaril človeka, torej ne ali, ampak in. Torej človek je v dopolnjevanju moški in ženska. In ti dopolnjevanja, veste, to so tista stvar, ki Boga res prisluha, dopolnjevanje 3 generacij, dopolnjevanje duhovnikov in laikov, redovnikov, dopolnjevanje kultur. In ta papež je izrecno na mnogih mestih pokazal v življenju dopolnjevanje cerkva. Prisluhniti vsem cerkvam, zlasti tistim, ki so bile preganjene in so danes zelo močno preganjene, to so vzhodne cerkve. Jaz mislim, da je papež glede tega res korake, ki so na podlagi tega, ker so prejšnji papeži čudoviti, odpirali, pa še mogoče ni bil čas za to, ker to so procesi, ki trajajo dolgo časa, tudi nekatere stvari ta papež ni mogel in bojo kasneje odprte. Zakaj? Ker je vključil laike in je vključil zlasti ženske v normalne pogovore cerkve. Jaz sem bil na sinodalnem evropskem srečanju, veste, in zraven mene je bila študentka iz Moskve, Spreobrnjenka, in na drugi strani je bil kardinal. Tega se v cerkvi ni dogajalo. Zakaj? Ker brez ženskega prispevka je nemogoče videti celoto. Je nemogoče videti celoto. Narobe pa je, če bi videli, da lahko eden zamenja drugega. To je pa čisto nemogoče. In tukaj je papež znal vključevati prispevke vseh. Bi se pa res vrnil k teologiji kulture ali teologiji ljudstva. On izhaja iz argentinske izkušnje, ki globoko zaupa, da najbolj revni, najbolj ubogi so najbolj avtentični predsevalci evangelija. Torej, če želimo evangelsko živeti, seveda moramo ubogim tudi pomagati, predvsem jim moramo prisluhniti in razvijati kulturo srečanja, kulturo poslušanja. Če bomo poslušali druge, veste, na sinodi mi je kdo rekel, tako težko je poslušati. Mi nismo kultura poslušanja, to je popolna sprememba. In vključevanje ni to, da neke svoboščine, pa neke ne vem kakšne prioritete, ampak vključevanje je priznati dostojanstvo drugega človeka in biti brat v brat. Mogoče še vaš vidik, pater Robert Bahčič, torej to vključevanje tudi laikov v življenje cerkve. Mogoče se bi vrnil nazaj na Latinsko Ameriko, na Peru. Ob Amazonki je veliko misijonskih cerkva. Tam delujejo naši frančiškanski škofje, ki so res preprosti. Ko sem bil tam pri njih, eden je, ki je tudi slovenskega rodu, Žardin, in drugi je Španec Olier.
sem jo vprašal, a vi kdaj nosite mitro? Mitro, kot škof. Pravi je rekel, veš kaj, jo imam samo za veliko noč, za božič, pa kadar imam birmo. Ostalo je pa v delovni obleki, v trenirki in dela z vsemi. In tam je veliko laikov, ki vsi pomagajo. Največ ženske, ki pomagajo na takšen ali drugačen način. Pravi, mi smo vsi vključeni. Tudi ko imamo priprave na bermo, laiki sprašujejo, laiki vodijo stvari. Pravi, to pri nas utečeno. In pravi, najbolj težko mi je bilo, ko smo prišli v Rim in moramo obiskati kongregacije, sedaj dikasterije, in nas učijo, kako mi moramo delati z laiki. Rekel, to me pa najbolj prizadelo. Pravi, mi to že delamo desetletja. Pravi, nič novega, kar nam vi hočete povedati. In tu je tista vloga, ki je papež prenesel tudi v vesoljno cerkev, ki je hotel dati. Je pa res, da pred drugim Vatikanskim koncilom, pa tudi po njem ni bilo toliko laikov, ki bi študirali teologijo, še manj pa žensk. Sedaj je to preraslo, so tudi izobražene, poznajo stvari, vedo, kako delati, zato se jim da ta beseda. Tisti, ki res hočejo pomagati in hočejo dobro cerkvi. Tu morajo imeti pa tudi razločevanje. Tisti laiki, ki res hočejo dobro cerkvi. Ker vsi nočejo dobro. Gledajo na svoje koristi. Ampak tisti, ki se pa res darujejo, kot se je papež, to je pa, hvala Bogu, da tako je. En vzor in tudi prihodnost cerkve verjetno v tej luči. Upajmo, da bo šlo tako naprej. Pred sklepom pa bi vas vprašala še to, kakšen pomen ima to, da je pravzaprav papež odšel v očetovo naročje prav v letu upanja. Gotovo je tudi to pomenljivo. Zelo si je želel sklicati to jubilejno leto prav v luči upanja. Skrivnost. No, mene poleg tega, da je odšel v letu upanja, še nagovarja ta velikonočni ponedeljek. To romanje v Emaus, ampak papež je dejansko Roma oziroma je poromal k viru, k svojemu očetu. In mene res ta velikonočni ponedeljek, ta Emaus me še posebej bolj nagovarja kot celotno lepo upanje. Gospod Bahovec. Jaz mislim, da to je srce njegovega sporočila cerkvi in svetu. Biti upanje v današnjem razdeljenem svetu. Tudi v tej zadnji okrožnici ljubil nas je. Tam, ko govori o srcu Jezusovem, tam govori o tem, da to ni samo češčenje, ker je en del, ampak to pomeni prizadevanje za življenje vseh. Torej, da te vrže, tako kot je Kristusa vrgel v svet za odrešenje sveta. In mislim, da tudi to, kar je o poroki napisal in kar se bo zdaj izvršil, da bo pokopan v Mariji Snežni. Ob ikoni Marije, rešiteljice Rimljanov, torej rešiteljice človeštva, je več kot samo znamenje. To je znak, da lahko vedno gremo ljudje, ki smo verni tja in ob njem bomo izkušali upanje. Pater Robert Bahčič. Poglejte, veliko sem se ukvarjal s svetimi leti in veliko papežev, kar nekaj jih je bilo, ki so sklicali sveta leta, ampak dočakali jih pa niso. So sveto leto zaprli drugi, njegovi nasledniki, tako bo tudi s tem papežem. Odprl je, dali so naslov res Romarji upanja in zanimivo pa je to, da je papež Frančišek v svoji pridigi pri Sveti Marti 3. aprila 2013 je bil tudi velikonočni ponedeljek. Takrat je zapisal, da se ne smemo zatekati v pritoževanje nad samim seboj in nad drugimi, ker to onemogoča upanje. In tu se je naslonil na ta odlomek o dveh učenci, ki gresta v Emaus. In pravi, bolj ko sta se ona dva pritoževala, sta se bolj zapirala vase in tako ni bilo upanja več. On pa pravi, Frančišek, mi pa zaupajmo v Kristusa. On je naše upanje, on nas spremlja in pravi tudi v najtežjih, najtemnejših trenutkih življenja. In prav v tem trenutku njegovega največjega upanja je šel v večni Emaus.
Ja, in zdaj pred nami pogreb. V soboto dopoldne ob 10 se začne slovesnost, ki jo bomo tudi prenašali na valovih Radia Ognjišče, tudi po televiziji jo bomo lahko spremljali to slovesnost na Trgu svetega Petra, potem ga bodo prenesli v baziliko in od tam v cerkev Marije Snežne, dobrih, mislim, da 5 kilometrov oddaljeno cerkev. Zdaj pa potem kardinale čaka izvolitev novega papeža, seveda ne takoj, računamo nekje, ne vem, v roku 2 tednov, da bodo sklicali konklave. 135 kardinalov volivcev iz vseh koncev sveta, mnogi med njimi so tudi nepoznani, ki jih je papež Frančišek imenoval, zanimiva imena. Kaj torej lahko pričakujemo? Glede na to, da se verjetno tudi oni med sabo vsi ne poznajo, lahko zato pričakujemo kakšen daljši konklave, mogoče bo težja naloga zanje izvolitev papeža. Kakšno je vaše mnenje? Vem, da so to samo ugibanja in da bo potem Sveti Duh deloval, kakor bo deloval. Jaz osebno bom zdaj molila, še posebej za vse te kardinale, ki bodo nekako odločali, ampak eno pa imam res to upanje in zaupanje. To, da kljub temu, če se ne poznajo, so iz vseh koncev sveta, iz različnih razmer, imajo pa en isti vir in to je Svetega Duha. In jaz res zaupam Svetemu Duhu, da bo deloval po teh možeh, da bomo dobili pravega za ta današnji čas. In vemo pa, da v cerkvi so vedno bila presenečenja skozi zgodovino in verjetno bomo tudi zdaj presenečeni. Bomo presenečeni? Ne vem, jaz najprej bi se pridružil molitvi, se bom pridružil skupaj. Druga stvar je, res prosim Svetega Duha, da bo imel tisto moč, da bojo, tako kot so za zadnje papeže prisluhali kardinali, tudi zdaj prisluhali, ker vemo, da zaradi tega, ker so mnogi nasprotovali temu papežu, so nekatere lobistične skupine si leta prizadevale za svojega papeža, kar pomeni ne papeža po Svetemu Duhu. In tukaj smo danes zagotovo v situaciji, ko dajmo prositi za te kardinale, ki se slabo poznajo med seboj, zato mislim, da najbrž bo res malo dolg trajal, ampak bi upozoril na to, zdaj se bodo kardinali srečali, tudi tisti, ki so nad 80 in se pogovarjali. In nikoli ne smemo pozabiti, da če bo kdo iz kakšno besedo, kot je zdaj, kot je bilo zadnjič, ko je Bergoglio spregovoril v 3 minutah in pol, odprl Svetega Duha, se bo nekdo pustil navduhniti in potem gre zadeva dobra. Torej prosimo, da bo res Sveti Duh deloval že zdaj in kasneje. Gospod Bahčič, torej prosimo. Ja, najprej je gotovo molitev, vedno je molitev k Svetemu Duhu za razsvetljenje spremljala vsa konklave, tako bo spremljala tudi tega in kot že pravite, da se ne poznajo kardinali med seboj, ampak sem prepričan, da se osebno mogoče ne vedo čisto vsak za vsakega, ampak za tiste ključne ljudi, može pa vsi poznajo in vedo, kdo bi izmed njih lahko prevzel vodenje cerkve. Tako da tudi tu zaupamo prav vodstvo Svetega Duha in pa seveda mi moramo moliti. Tako zaključimo s tem povabilom k molitvi, zdaj v teh dneh za našega papeža Frančiška in potem za novega papeža. Darja Kalamar Frece, Igor Bahovec, Robert Bahčič, najlepša hvala za obisk v našem studiu in blagoslovljene dneve velikonočnega tedna vam želim. Hvala za povabilo. Hvala. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo Pogovor o, ki smo jo posvetili duhovni dediščini papeža Frančiška. Vabim vas, da spremljate tudi naš program, naše informativne vsebine, v katerih vam prinašamo še veliko več odzivov, mnenj, vtisov različnih ljudi o papežu Frančišku. Današnjo oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej. Veliko povemo, tudi z druge strani.